Pozdravljeni, no pa smo dočakali 12.12. Sem rekla, da bom naredila žrebanje med vsemi, ki boste komentirali pod videom. In sicer 8.12. sem objavila video, da praznujem 10 let, odkar je izšla prva knjiga, ko imajo hormoni žur. Se pravi, točno 10 let in sem pustila par dni komentarje in zdaj bomo žrebali med enim, ki je komentiral pod videom, da vidimo, kdo dobi darilo po vaši lastni izbiri, katerokoli mojo knjigo. Da vidimo, tukaj imam video priklopljen, lejte, in grem na ključno, gor, dol, čakajte, ki imam zdaj komentarje? Komentarji, na ključno, gor, dol, gor, dol, tale komentar. To je Violeta Jakimovski. Violeta Jakimovski, ti si dobila knjigo, čestitam. Tvojo številko tako imam, tako da čestitam, hvala za komentar. In sicer srčna hvala, draga Minka, za deljenje vašega znanja, zapisanega v vseh vaših knjigah, ki so edinstvene. Hvala za vaše prispevke. Tako, Violeta, hvala za tvojo podporo. In sporoči mi, katero knjigo ti pošljem. Če imaš že vse, boš pa eno podarila nekomu naprej, zdaj za praznike. Tako da čestitam. Zdaj pa gremo naprej. Danes je 12.12. 12.12. to je tako kot portal. Velik portal, močan portal, ker dejansko vi danes manifestirate naslednje leto. Prav to, kar se vam danes dogaja, to vplivate na manifestacijo naslednjega leta. In lahko še par stvari naredite. Zdaj, danes v teh dneh, kar pomemben je namen, ampak glejte, kaj lahko naredite. Ena stvar. Dajte stran šaro. Tisto, kar vam ne služi več. Dajte to odnesti stran. Star papir, staro plastiko, stara oblačila, stare čevlje, ponošene zadeve, tisto, kar pač vam ne služi več. Naredite prostor novemu. To je prva zadeva. Še eno stvar je treba stran dati. Vsa darila, ki so vam jih podarili ljudje, za katere ne čutite, da vas podpirajo. Predvsem pa vsa darila bivših partnerjev. Če vi želite manifestirati nekaj novega, naredite prostor novemu. Pač to mora iti stran. Naslednja stvar, kar še lahko naredite. Recimo, lahko naredite to, voda vsebuje informacije in vsi vemo, da vodo lahko informiramo. Vzemite kozarec vode in jasno izrecite namero za naslednje leto, to, kar vi želite. Kaj je sigurno od vsakega od nas namera? Biti zadovoljen, srečen. Kaj si želimo za novo leto? Veliko zdravja, pa sreče, pa denarja. Ampak na koncu, kaj si želimo? Želimo si, da bi živeli v miru, želimo si, da bi imeli normalno za preživetje, želimo si zdravja. In vi lahko informirate to vašo vodo in jo potem tudi popijete ali pa jo pustite stati čez noč in na kozarec napišete ljubezen, zdravje, uspeh. Boste videli, glejte, to je ena stvar. Naslednja stvar, kaj še lahko naredite. Napišite si pismo iz prihodnosti, kot da je danes 12.12.2026. In začnite pismo na ta način. Danes sem tako hvaležna. In govorite v sedanjiku, kaj vse si želite, kot da se je že manifestiralo. Se pravi, če želite boljše zdravje, danes sem tako hvaležna za ozdravitev. Danes sem tako hvaležna za vse tisto, kar vi želite, napišite si pismo iz prihodnosti. In si ga spravite in boste naslednje leto, 2026. za 12.12. prebrali to vaše pismo. Boste videli, da boste šokirani, koliko stvari se uresniči, če vnaprej napoveste, kaj vi želite.
Naslednja stvar, kar lahko naredite, je pa to, da napišete na list papirja, česa se želite znebiti. Se pravi, kaj je tisto, kar vi želite, da gre stran. Recimo, če gledamo, če imaš preveliko težo, povej, koliko kilogramov bi se rada znebila. Če so določeni odnosi zelo napeti, napiš to na list papirja in ta papir skuri, raztrgaj, brzi pač te koščke, veci školjko, zakoplji v zemljo. Ne vem, če boste zdaj šli še kopati po zemlji, ampak skuri to, kar mora oditi, ker je na nek način to dejanje transformacije. Se pravi, to, kar ti ne služi, transformiraš v eno drugo energijo in narediš prostor novemu. No, tako da, naredite vse to, ker sem res prepričana, da današnji dan, 12.12., se pravi, to je vibracija števila 3, oziroma 12 plus 12 je, se pravi, 24, pomeni, da je to vibracija števila 6, po drugi strani leto je pa letos leto 9. In to pomeni, šestka po numerologiji pomeni stabilnost, napredek, čas sreče, čas proslavljanja, čas žetve, čas priznanja za svoje delo in tako naprej. V glavnem, portal 1212. Zdaj pa gremo na pozitivna sporočila, tale narobe obrnjena ali pa naprav, kam gre ta trenutek tvoja pozornost. Vse to, kar si ti želiš, ali vse to, kar si ne želiš, pa ti takole seka v glavo. A ne, pozornost je usmerjena energija. Naslednja karta je, tvoja zavest se širi na višje nivoje. Skozi tebe teče božanska ljubezen. In ti si ustvarjalka nove dobe. Naj te vodi srce. Naslednja, ti si resnica. Povezana si z resnico, povezana si s tem, kar globoko v sebi občutiš. To je tvoja resnica in ta tvoja resnica je tista, ki je zate absolutno ta prava. Spodaj je karta čiščenja, se pravi, vse, kar ti ne služi več, naj odide na miren in ljubeč način, kar delaš prostor novemu. Odpirajo se ti nove poti, nove priložnosti, nove stvari pred tabo in kar si dobra oseba, kar delaš dobro, se ti dobro tudi vrača v obilju. In še ena karta spodaj, karta obilja. Jaz verjamem, da ustvarjamo novo bodočnost, že svojo vibracijo, tudi če nimamo neko pomembno delo in tako naprej, mi že svojo vibracijo ustvarjamo svet okrog sebe. Res sem prepričana v to, da naša vibracija je tista, ki je pomembna. No, zdaj pa pojmo še tele karte pogledati. Svoboda je še prišla, svoboda. Da vidimo, kaj tebi, ki tole poslušaš, sporočajo angeli, stvarnik, tvoji vodniki. Kaj je prav, da zavesteš na današnji dan, ali pa ko boš gledala tale video, v glavnem 12.12. vibracija energije 12.12. Močan portal. Da vidimo, 5 sporočil bom potegnila. To so Ošutove karte, da vidim, pa še tale za povrh ven gleda. Proslavljanje, proslavljanje in še enkrat proslavljanje. Se pravi, to je nekaj, kar boš sigurno ustvarila, nekaj, v čemer boš lahko ustvarjala ali proslavljala. In zanimivo, glejte. Prva je prišla ledena osama. Tukaj je karta, kako se topi oklep okrog tebe, kako tisto, kar si ti mogla mogoče zgraditi, en oklep okrog sebe, zato da si preživela v preteklosti. Ampak zdaj je čas, da to spustiš. In nič več kompromisov, tisto, kar te zastruplja, nič več tega, dovolj je bilo. Ne rabiš več kompromisov, samo zato, da ljudje ne bodo upravljali. Samo zato, da bo na zunaj videti fasada. Ne rabiš več. Niti ne rabiš, ne potrebuješ v svojem življenju nekaj, kar te nadzoruje. Zdaj lahko je to tvoj ki ti govori programe, kako bi mogli biti, pa kako ne bi mogli biti, pa bi. Pusti to.
Zato, ker pred tabo je nešteto možnosti. Pred tabo so nove možnosti, nove poti. Vse se ti odpira, ko ti prideš v svoj mir, ko se uskladi tvoja srčna želja in delovanje možganov. Zdaj v tujini temu pravijo koherenca med srcem in med možgani. Se pravi, ko se valovi uskladijo, ti srčni valovi ljubezni z energijo možganov. Ker vemo, možgani lahko padejo v neko strah, premlevanje, vrtinčenje. Se ukvarjaš s sabo, z drugimi, s časom, s problemi. Ali pa z mirom, ko pa ti umiriš in se potopiš v mir in si enostavno rečeš, jaz zaupam, vsaka grenka izkušnja v mojem življenju je potrebna za mojo rast. V redu je. Vem, da se učim, sem sočutna do sebe, zato ker smo vsi na potovanju, vsi smo na potovanju. Se pravi, na potovanju nisem samo jaz, si tudi ti. In čakate silovit preboj naprej. Zaupaj, da te stvarstvo pelje v tej smeri, da želi, da napreduješ. Jaz sem res prepričana v to. Napredek je nekaj, kar se v življenju se učimo. In če gledamo majhnega otroka, ki se uči na začetku risati in riše tiste glavonožce, a veste, kako izgleda? Majčkanemu otroku rečeš, da naj nariše družino. In on nariše eno veliko glavo in iz te glave nariše roke in nariše noge, glavonožci. In to je prva stopnja tega otroka, njegovega razvoja. In potem se uči naprej. In sčasoma lahko postane umetnik. Saj v vsakem primeru, vsak od nas je na nek način umetnik. No in zdajle je točno tukaj gor, ko merim čas, 12:12. Glejte, karta obstoj. Karta obstoj. Se pravi, ti lahko s svojim mirom, s svojim obstojem zmanifestiraš čisto vse, kar si želiš. Dokazano je v kvantni fiziki, da končni rezultat določa pričakovanje opazovalca. Se pravi, če ti kot opazovalec predvidevaš, da se bo nekaj zgodilo, se bo to zgodilo. Ko ta opazovalec verjame v končni rezultat, to se bo zgodilo. Kvantni delec je lahko hkrati v istem času na dveh različnih koncih. Lahko se razdeli, lahko se skupaj sestavi. Se pravi, to je nekaj, kar nam z možgani ni logično. Ker mi poznamo, če jaz postavim knjigo, sem je knjiga tukaj. Ne more biti še hkrati, ne vem, nekje druge, ta ista knjiga. Ampak v kvantnem polju to obstaja. Obstaja, da je več možnih, nešteto možnosti. Tako da naš obstoj definira in naše pričakovanje, kaj se nam bo dogajalo. In zdaj, ko razumete, in očitno smo vsi na neki poti razumevanja, ko razumemo, kako deluje vesolje, kako grejo stvari, takrat, jaz mislim, da se potem res začnejo sestavljati čudežne zadeve. Dajmo zdaj še naprej pogledati. Se pravi, za tole dušico, ki gleda tale video, stvarstvo, kaj ji sporočaš, dobila sem odgovor za 3 različna področja. Se pravi, pogledali bomo na 3 različna področja, najprej za zdravje. Za zdravje, za ozdravljenje v naslednjem obdobju, predvsem v naslednjem letu, ampak vemo, da že v naslednjih 3 mesecih, če bomo zdaj začeli delati nekaj na tem, se bojo že poznali rezultati. V tem trenutku na področju zdravja mogoče misliš, da si čist dotrajana, da ne moreš več, da je bilo vsega preveč, da si preutrujena od vsega dogajanja. Ampak prihaja ena velika sprememba v tvoje življenje in zgodila se bo pravica, ravnovesje. Prišla je karta pravice. Glejte, tukaj gor je ženska, ki ima zavezane oči, ampak je v ravnovesju. Spodaj je sonce, se pravi tukaj energija, moška energija, sonce je
svetloba, po drugi strani je pa tehtnica in se spravlja v ravnovesje. Se pravi, to se ti bo zgodilo bolj kot v takem ravnovesju, kot boš, tako se bo zgodilo tvoje življenje. In čas je, da se spomniš, kdo ti si, velika svečenica, kraljica bogastva. In čas je, da se ti zgodi partnerstvo, ljubezen, strast. Se pravi, na področju zdravja se ti bo zgodilo nek notranji preporod, ki je povezan s tvojo strastjo. Tvoja notranja iskra se bo vžgala, tvoja notranja energija se bo vžgala. Prav čutim tako, tvoja notranja sposobnost samozdravljenja, samopopravila, ker tvoje telo nosi to modrost. No, to je zdaj za zdravje. Zdaj pa dajmo pogledati naslednje področje, partnerstvo, ljubezen, odnosi. Kaj je tisto, kaj te čaka v bodočnosti, kaj ti stvarstvo sporoča? Dajmo pogledati. Prvo sporočilo je, na področju partnerstva greš naprej, greš v svet, se ti bo nekaj posvetil, priznanje, napredek, samo dober. Mogoče ta trenutek misliš, da ne bo nič prišlo nazaj, da si že vse naredila, kar je bilo v tvoji moči, da bi naredila, ampak ravno tako prej je prišla pravica, zdaj pa sodba. Glejte to. Se pravi, ravno tako ravnovesje, prišlo bo do tega, da boš počistila tiste zadeve, tista čustva, ki te vežejo na bolečino, zato da boš lahko ustvarila tak partnerski odnos, kot si ga ti želiš. Prva stvar, ki je najbolj pomembna, je to, da se ti začneš zavedati, da ti si obilje vsega, ljubezni, strasti, zdravja, da ti si ta ženska, ki kipi od življenja. Neka nova ideja bo prišla, povezana s tvojo močjo, in nehaj sanjariti o tem, kaj bi bilo, če bi bilo in če ne bi bilo. Poglej, dejstva, taka kot so, pač so, jasno povej, kaj meniš, kako meniš, in dobila si tole karto moč. Tukaj je ženska, ki ima leva na vrvici, se pravi tudi svojo, zdaj skozi mene gre živalsko moč, mogoče je zdaj na vrvico, po drugi strani pa zberi svojo življenjsko moč in razmisli, kaj je za narediti. Čakate, obilje vsega dobrega. In zdaj, če pogledamo na partnerskem področju, se pravi, skrinja zakladov, svet, priznanje. Se pravi, dobila si vso potrditev, si na pravi poti, samo tako naprej, ne se bati resnice, govori svoje resnice, ne se bati sodbe, govori iz tega, kaj ti občutiš, ker ko boš ti prenesla na mizo, ko boš ti razgalila svoja čustva, boš dobila vse tisto, kar potrebuješ. No, to je za partnerski odnos. Ne poglejmo, se pravi, veliko sreče, zdravja pa denarja. A ne? Kako si želimo za novo leto? A je to tako? No, dajmo zdaj še na naslednjem področju, to je pa zdaj na področju denarja pa uspeha. No, da vidimo, na tem področju kolo sreče se obrača tebi v prid. To, kar se ti zdaj dogajalo, je bilo neko preigravanje, je bilo potrebno za tvojo rast, mogoče čiščenje karmičnih odnosov, povezanih s pomanjkanjem, in zdaj boš pa dobila neko idejo in se boš spravila v akcijo. In to, kar boš spravila ti v akcijo, ker si postala mojstrica na svojem področju, to ti bo preneslo, dajmo pogledati, kaj ti bo preneslo, nova ideja, ne govoriti o tem, tej tvoji novi ideji vsem okrog sebe. Bodi tiho v svoji ideji. Ti veš, zadržijo zase. Dokler se ne bo rodila, ko pa boš ustvarila to idejo, pa pojdi in govori v njej. Ja, na določenem področju boš morala kar kakšen zaključek narediti, mogoče pametno narediti, ne govoriti vsega, ker na enem področju, na poslovnem področju se počutiš
izžeto, dotrajano, imaš mogoče občutek, da ne zmoreš. In ravno tako, čas je za nove začetke, čas je za, spet je sodba prišla, spet je prišlo tako neko rušenje starega in da zdaj vidimo, kam greš ti s tvojimi novimi projekti in s tvojimi novimi idejami. Dajmo pogledati. 12.12.2026. Kje boš ti s tvojimi idejami, s tvojimi novimi projekti? Če boš vztrajala, boš dotrajana. Zelo dotrajana. Po drugi strani, če si boš pa upala slediti navdihu, te pa čaka čisto obilje. Pač tako prav proslavljanje tvoje zmage. Na konju boš. Se pravi, neko sporočilo na poslovnem področju, če boš sledila varnosti in strahu, boš dotrajana. Nič dobrega. Če boš sledila svoji strasti, boš v stiku sama s sabo, boš v stiku s svojo dušo in tvoja duša. Tvoji vodniki ti bodo dali čisto vse, kar potrebuješ za preživetje. Vem, da se grozljivo sliši, ko govorim o teh zadevah, vem, da se sliši tako, kaj ne upam, ne? Ampak mislim, da se zaključuje obdobje strahu. In da ima vsak na svojem področju priložnost, da zraste in da ta strah prime za roge. Enostavno reče, ne boš me več kontroliral. Vsak ima svoje področje. In v Svetem pismu piše, tistega, ki sem se najbolj bal, me je doletel. Se pravi, tudi s svojim strahom mi ustvarjamo. Zato je tako pametno, da pogledamo tisto, kar mi ne služi več. To, kar boste danes sežgali ali pa v teh dneh z namenom, da naredite prostor novemu. Kaj je tisto, kar čutiš, da te najbolj zadržuje, da ne napreduješ? Tisto je tvoja največja ovira, to ni tvoja bergla, ki ti pomaga hoditi, ampak tista palica, ki si jo sama sebi mečeš pod noge. Ja, vem. Veste, jaz sem se v življenju naučila ene preproste zadeve. Ne dovolim, da me šofira strah. Ne dovolim. Ne dovolim niti mojemu umu, da me popelje v neke vode, kjer začne razlagati A veste, saj to ti pa ne bo ratalo, saj to je pa že vsega dovolj, saj to pa pač tiste bedarije, ki jih tako ali tako ne rabiš. Ne želim niti tega poslušati, zato ker to mi ne služi. Poslušam pa svoje notranje vodstvo in ko dobim neko idejo, ker tisto, ko ti učke zažarijo, ko rečeš, ja, to bom naredila, to imam idejo, pa to idejo bom naredila. To je tisto, kar verjamem, da bo v naslednjem letu še bolj pomembno, da sledimo svoji strasti. Pa ne bo to, če igrate neki inštrument, dajte strast noter. Če slikate, dajte strast noter. Če nekaj ustvarjate, dajte strast noter. Če plešete, dajte strast noter. Če kuhate doma za družino, dajte strast noter. A veste, ne tisto. Spet moram, za vse sem sama, ta slovenska. Za vse sem sama, noben pri naši hiši nič ne naredi. Boga jaz, žrtev. Pa jokata, ne? Ne. Karkoli delate v življenju, dajte noter strast. In zdaj se človek vpraša, kako naj dam strast v nekaj, kar ne maram delati. Ja, v tem primeru mogoče bi bilo pametno razmisliti, ali si poiščete nekoga, ki pa ima strast na tem področju, ne vem, ne marate pospravljati, ne marate likati, ne vem, mogoče si pa za nekaj evrov lahko najdete nekoga, ki bo to delal namesto vas in dela to strastjo, vi boste pa v tem času delali nekaj drugega, kar vam veča strast. Ne vem, ste prav utrujeni, imate majhne otroke, mogoče glede pomivanja najdete nekoga, vi pa peljete otroke na sprehod in občutite strast. Tako, gre se za to,
da ne postanemo žrtve svojega življenja, ker ko smo mi žrtve svojega življenja, takrat ne more nič rasti. Ena stvar ne more zrasti. Tako da, kaj ne vam rečem, jaz mojo kamero premikam, kaj ne vam še rečem? Hvala za vso podporo, za vso ljubezen, za vse komentarje, za vse vas, ki berete moje knjige, res pač nekaj neverjetnega. Jaz sem tako hvaležna za življenje. Tako, če pomislim, življenje je lepo. Življenje je lepo. Ampak res pa je, vsak od nas ima kakšno preizkušnjo in lahko daš pozornost prav na tisto preizkušnjo in življenje je težek. A ne rečeš, težko. Ne, daj pozornost na vse dobro in boš videla, kako se bo tvoje življenje začelo spreminjati. Dajmo še na ta zadnjo karto. 2026. Še dvakrat se bomo okrog obrnili in bo naslednje leto in potem še parkrat in bo eno leto okrog. Tako hitro grejo zadeve. In čas je za mir v tvojem svetu. Čas je, da občutiš mir. Čas je, da te voda prečisti. Čas je, da vse tisto, kar ti ne služi več, odide. Osvobajaš se starih vzorcev. Vse, kar se zgodi z namenom in pred tabo je nek zaključek poti, kar ne pomeni. Se pravi, jaz verjamem v to, da se zaključuje nek cikel, tudi po numerologiji 2025, ko se štejemo, je to vibracija števila 9 in ko se štejemo 2026, skupaj 2 plus 2 plus 6, nastane ena, nov začetek, se pravi, prihajamo v nov cikel. In se veselim tega novega cikla, ker res verjamem, da ustvarjamo novo zemljo. Prehod v novo dobo, ki je povezan z novo energijo in z lepoto duše. Čas je, da se lepota vaše duše izrazi na vašem obrazu in vašem telesu. Pa ne skozi bolezen, ampak skozi to, kar vi ste, čista esenca Božjega. Tako da, to je to, kar sem želela danes z vam deliti in še enkrat čestitam, Violeta, se bova slišali in mi boš povedala, katero knjigo ti pošljem. Tako da, lep vikend, uživajte in se vidimo v naslednjem videu.